pozdrav, dragi mladi in mladi po srcu. Res mi je veselje in tudi prijetno priložnost, da lahko spregovorimo danes skupaj o temi, ki je še kako ključna, ne le v sektorju mladih, ampak kar splošno v družbi. Ključ do vključenosti ne bi mogel biti bolj vprašen naslov za to, kar pravzaprav družba potrebuje. Najprej sem najlepša hvala, da znamo stopiti skupaj. Medresorsko, medsektorsko, nacionalno, lokalno, vladno, nevladno. Zaposlovanje, predvsem zaposljivost, odprtost do drugačnega, ki jo vi nosite sami po sebi, že v sebi zato, ker prinašate duh novih generacij. Hkrati pa seveda vrsta družbenih izzivov, kjer lahko samo vaš glas odstre tisto, kar morda malce mi starejši ne vidimo, je neka naša skupna odgovornost. Naša, da vas v tem spodbujamo, vaša, da nam poveste in pomagate, kako izvajati tiste aktivnosti, ki se vam v tem trenutku ne le zdijo ključne, ampak predvsem potrebne za vaš razvoj. Dragi mladi, zaupamo vam. Hvala. Pa smo začeli že z našo raziskavo, ki jo je Simona omenila. Povzetek te raziskave imam tudi v svojih mapah, tako da si jo lahko pogledate. Bili smo v bistvu zelo veseli, ko smo videli rezultate te raziskave, predvsem zaradi tega, ker je kar 92% organizacij prepoznalo to, da je socialno vključevanje del njihovega poslanstva. In potem na podlagi te raziskave smo v bistvu nekako tudi strukturirali prvi posvet, ki se je zgodil 30. septembra v hotelu Lev. Namen tega posveta 30. septembra se lahko preberete v tej čudoviti naši formulaciji, da je bilo pač v ospredje postaviti tematiko vključujoče družbe ter senzibilizirati in v prihodnje tudi opolnomočiti mladinske organizacije, da zavzamejo aktivnejšo držo. Predstavili smo dobre prakse, predstavljenih je bilo 6 dobrih praks in sicer levo zgoraj vidite eno slikco iz doživljajskega igrišča. Po dobrih praksah se nam je priključil Ivor Jenkins. Ivor Jenkins prihaja iz Južne Afrike in je bil v bistvu gostujoči govorec, ki nam je predstavil nekako svojo življenjsko zgodbo. Bil je eden izmed glavnih v mirovnem procesu Južne Afrike in zgodbe, ki jih je delil z nami, moram reči, da so bile kar precej šokantne. Vsekakor je pa izpostavil eno zelo pomembno dimenzijo in sicer to, da je v naši družbi ogromno senc, ki jih velikokrat spregledamo, pa ni prav, da jih spregledamo. Tako da mislim, da smo šli vsi domov z eno zanimivo mislijo in hrano za razmišljanje. V nadaljevanju so pa sledile še priporočila in sicer razdelili smo se po skupinah in razpravljali o tem, kaj bi bilo dejansko tiste stvari, ki jih moramo narediti, zato da bo naša družba postala bolj vključujoča. Potem, kaj moramo narediti mi kot Movit, predvsem merjenje in razširjanje učinkov programa, ki ga delamo prek naše REI mreže, pa tudi prek drugih struktur. Pripravili smo tudi priporočila za Urad Vlade za mladino in za Ministrstvo za izobraževanje, za znanost in šport. In sicer eno izmed ključnih je bilo povezovanje formalnega in neformalnega izobraževalnega sistema, da je to pač potrebno sistemsko urediti in dejansko prepoznati dodane vrednosti obeh sektorjev. Bila pa je ena stvar, ki je bila pa vsem deležnikom enaka in sicer priporočilo več medsektorskega povezovanja na vseh ravneh in ravno zato smo danes tukaj. Tako da jaz vam želim zelo povezovalne debate, bom temu rekla, to, da se res poznate, da začnete sodelovati tudi na lokalnem nivoju in da skupaj premaknemo stvari naprej za bolj vključujočo družbo. Hvala. Z razlogom dobre, vendarle je potrebno imeti nekako v ozadju vsaj določen
instrument oziroma določene standarde, na podlagi katerih lahko potem mi rečemo nekaj dobro. Gre za v bistvu projekte, aktivnosti, karkoli, ker v končni fazi pridobi nek status dobre prakse. Je to nek status, ki nam ga nekdo podeli, ponavadi so to relevantne institucije, to je lahko v končni fazi MOBIT, kot nacionalna agencija, lahko je nek državni organ, lahko je asociacija, ne vem, kako je že, recimo, zveza ravnateljev, se mislim, oziroma združenje šol in karkoli. Skratka, v principu nekaj, kar ima za sabo kredibilnost in neko metodologijo, kakšne lastnosti morajo imeti, morajo biti merljive, kar pomeni, ko se pripravljajo projekti, se morajo pripraviti na način, da imate merljive cilje. Nima smisla delati dobre prakse za preprečevanje antiradikalizacije islamske populacije, če je nimate. Naslavljati morate probleme, ki jih imate doma, ne tiste zgodbe, ki so uspešne drugje. Tako da vendarle je ves čas treba imeti zelo jasno sliko, da ste umeščeni v skupnost in morate naslavljati tiste probleme, ki se pojavljajo v skupnosti. Namen pa je vključevanje tudi s posebnimi potrebami v družbo. To pa počnemo skozi različne aktivnosti, kjer se v bistvu tako otroci s posebnimi potrebami kot tisti z načinima razvoja družijo in sklepajo nova prijateljstva skozi različne delavnice, gledališke uprizoritve in podobne stvari, ki temeljijo na socialni komponenti. To našo inkluzijo in naše gibanje predstavimo res skozi en filmček, kjer boste sami gledali. Je želel vse ljudi od vse povsod. Porodila se mu je ideja, da napravi festival, na katerega lahko pride kdorkoli in odkoderkoli. Za pomoč je prosil nekaj svojih prijateljev in skupaj so leta 2007 prvič priredili festival z imenom Igraj se z mano. Živa knjižnica deluje kot vsaka druga knjižnica, ki jo poznate, s to razliko, da so v naši knjižnici knjige ljudje. To so prostovoljci, ki se v svojem vsakdanjem življenju soočajo s predsodki, stereotipi in z diskriminacijo. Vsi skupaj so pripravljeni v svojih zgodbah spregovoriti in na ta način ozaveščamo in izobražujemo o človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o stereotipih in predsodkih v družbi. Da si boste pa vse skupaj mogoče bolj vizualno predstavljali, vam bomo pa pokazali en video za Živo knjižnico v Ljubljani. Delavnice, s katerimi smo hoteli narediti prostor za dialog o integraciji beguncev, povezati ključne akterje posameznih lokalnih skupnosti, ki so bile ali takrat na udaru, ali bi lahko bile vključene v integracijo beguncev. In pa želeli smo tudi identificirati pobude ter dobre prakse, ki že obstajajo v slovenskem prostoru v podporo priseljencem, tujcem, beguncem in tako naprej. Delavnice smo prvič izvedli v maju in juniju in sicer na Vrhniki, Logatcu, Jesenicah, Celju in v Novi Gorici. Bili na koncu zadovoljni in so tudi sami opazili, kako so začele med njimi vreti ideje, kaj lahko dejansko izboljšajo v svojem okolju. Zelo tipično je bilo tudi, da so na vsaki delavnici vzniknile neke čisto tipično lokalne teme. Naprimer na Vrhniki in v Logatcu smo se ukvarjali predvsem s problemom vključevanja otrok, priseljencev, beguncev v šole in vrtce. Medtem ko je v Celju in Jesenicah prišla do izraza problematika integracije tamkajšnje albanske manjšine. Cilj našega projekta je bil predvsem izboljšati socialno vključenost državljanov tretjih držav. Mi smo se v tem projektu omejili predvsem na žensko populacijo. Širši
cilj v bistvu povečati zaposljivost priseljencev oziroma zaposljivost na splošno populacijo v starosti med 20 do 64 let in doseči nekje 75% vključenost na trg dela. Skupina je sestavljena večinoma iz udeleženk iz Kosova in pa iz Bosne in Hercegovine, ter pa dve udeleženki iz Srbije in iz Makedonije, ter ena udeleženka iz Ukrajine. Naša dekleta so delala v Šparu, v domu upokojencev, v varstveno-delovnem centru, na CSD-ju. Res te organizacije so bile pripravljene sprejeti in so tudi dejansko vsi imeli dobro izkušnjo. V zadnjih letih na našo šolo sprejemamo številne priseljence iz različnih držav, torej iz Kosova, Makedonije, Bolgarije, Moldavije, Bosne in Hercegovine. Pa ko sprejemamo te otroke, moramo vedeti, da nekateri doživljajo prave strese. Včeraj so bili doma na Kosovu, danes je pri meni v razredu. Pridejo popolnoma tuj svet. In ko pridejo ti otroci k nam, potrebujejo toliko sprejem. Za vsakega izmed teh otrok je treba pripraviti individualni program za učenje jezika z raznimi prilagoditvami. Prvo leto imajo ti otroci možnost, da niso pripremljeni, ampak z njimi se intenzivno dela na učenju jezika. Moram reči, da so otroci starejši zelo zagnani in se zares potrudijo, da v tem otrokom omogočijo lažje učenje in ne lažje ne razlagajo v svojem jeziku. Je pa res, da za te otroke, ki tutorje, moramo učitelji tudi pripraviti naloge, moramo pripraviti delovne liste in pomagati, da vejo, kako tem otrokom nuditi pomoč. Torej, leto 3000 izbruhne virus, preživi lahko samo ena skupina. Te skupine, recimo 5 skupin, tekmuje med sabo za preživetje 90 minut. In sicer kako samo ena skupina preživi, kako skupine tekmujejo z reševanjem različnih nalog, problemov. Gamify Democracy skuša odkriti vpliv te igre na učenje demokracije in sicer gre za več kot igro, saj prihajajo mladi skupaj iz istega mesta, iz različnih socialnih položajev, ki se sicer ne bi prišli med seboj v stik. To je ena dobra stvar. Med sabo diskutirajo in se poznavajo ter pridobivajo demokratične kompetence. Kaj je dodana vrednost? Da se spoprijemajo s temami in se učijo demokracije, človekovih pravic. Ta prvi del je bil namenjen predstavitvi gamification. Posvet mi je bil všeč, trenutno sem polna vtisov. Zdi se mi, da sem izvedela dosti koristnih stvari, da sem spoznala nove ljudi in da je bil produktiven dan. Danes je bilo zelo zanimivo, mi je zdelo tudi zelo produktivno. Všeč mi je bilo, ker so bile razsvetljene tako različne dimenzije delovanja za vključenost in različne organizacije, ki so predstavljale svoje primere dobrih praks. To se mi je zdelo zelo koristno. Skratka, zelo poučno je bilo in povezovalno. Kot najsvetlejša točka se mi zdi ravno zadnji del, ko smo konkretno v manjših skupinah razpravljali o tem, kaj bi lahko čisto v praksi naredili, da bi povečali to medsektorsko sodelovanje.
Fasciniran sem bil nad tem, da smo vse 3 skupine nekako prišle do podobnih zaključkov, ne, in predvsem ta, da recimo rabimo neko povezovanje v obliki srečanj živih ljudi na lokalni ravni, kjer različni akterji razpravljajo o podobnih problematikah, povejo svoje zorne kote, naslavljajo skupne probleme in iščejo skupne rešitve. Ta moment decentralizacije in skupnega srečevanja se mi je zelo pomemben. Zelo dobro smo na nek način uspeli zagotoviti to uravnoteženost med predstavnicami in predstavniki recimo javnega izobraževanja, predvsem šol, in pa na drugi strani še vedno civilne družbe in predvsem mladinskih organizacij oziroma organizacij, ki delajo z mladimi. Tale uravnoteženost je bila, to se je tudi pokazalo skozi debate. Je pa tudi tukaj mogoče treba razmišljati, kako v ta proces dejansko zdaj medsektorskega sodelovanja pritegniti recimo druga ministrstva, ne? Kako pripeljati od druge sektorje na nivoju javnih uslužbencev, recimo tudi na nivoju občin. Enih par udeleženk oziroma udeležencev je sicer bilo iz nivoja občin, ampak zelo, zelo malo v tej neki veliki številki, skoraj 100 ljudi. Ne? Tako da tu se mi zdi, da potem naša priporočila, ki smo jih videli iz 3 različnih skupin na koncu, so vsa šla v to, da recimo vidimo lokalno skupnost, občino kot ključnega akterja, ne? Tistega, ki bi naj na lokalni ravni na nek način skrbel oziroma nosil to odgovornost, da poskrbi, da se sploh deležniki iz različnih sektorjev prav za to področje lahko srečamo.